Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes je kulturni dan in sem se odločila, da posnamem tale video predvsem v zahvalo. V zahvalo vsem vam, ki berete pač moje knjige, ker včeraj so prišli rezultati strani Cobisa in sicer Cobis meri število izposoj v knjižnicah, se pravi za določenega avtorja se štejejo vse izposoje v knjižnicah in moja dela so na 89. mestu. Pač to je tako zame, wow, čisto sem počaščena, ker če si predstavljate, da tukaj se seštevajo vsi slovenski avtorji od kadarkoli, se pravi sem spada Svetlana Makarovič, Desa Muck, Suhadolčan, se pravi vsa osnovnošolska domača branja spadajo sem, neverjetno, no, tako da res sem hvaležna. In ja, to je še dodatna stimulacija za mene, da delam, da širim, da učim, ker sem prepričana, da ja, v znanju je moč. Seveda, v znanju je moč. No, da vam povem, da ta trenutek se ukvarjam z mojo novo knjigo in sicer bo izšla v kratkem, v roku 2 mesecev, Minkina knjiga receptov. In to je knjiga, kjer bojo pa samo recepti noter, z dodatkom za meno, ker glejte, ko prideš v meno, se vse spremeni. Glih tako se spremeni, kot takrat, ko prideš v puberteto in to je čisto normalno obdobje, ker vsi rečemo, ja, normalno odrašča. Ampak potem, ko pa gremo v to obdobje zrele ženske, je pa tako, hormoni te dajejo, spet si čudna in tako naprej. No in eno stvar, hrana je zdravilo in moramo razumeti, da naše telo želi in komunicira z nami česa več, česa manj in tako naprej. In drug dodatek, ki bo, dodatek posebni nasveti za vse tiste, ki ne jeste mesa. Ker glejte, ravno s tem dejansko sem se danes ukvarjala, ker vsi tisti, ki ne jeste mesa, imate velik izziv, da dobite dovolj beljakovin. In če ne dobite dovolj beljakovin, se počutite utrujene, sesute, ne morete shujšati, koža se poveša, imate občutek sesutosti, enostavno nikamor ne pridete, lahko se pojavi slab telesni vonj, lahko zadah in tako naprej. V glavnem, jaz sem šla računati dejansko za 80-kilogramsko damo, ki ne je nobenega mesa, kaj vse more pojesti. Pač ogromne količine skuta, jogurt, kefir, leča, čičerika. Pač dejansko dame, ki želite shujšati in če imate premajhen vnos beljakovin in da potem še hujšate, vam povem, da se boste naenkrat postarale. Tukaj zdaj jaz ne govorim, da morate začeti jesti meso, ampak da potrebujete več znanja, ker v znanju je pač moč. In ko boste imeli znanje, boste brez problema kombinirale. Recimo, jaz sem danes popoldan pripravila tak mini obrok, sem sestavila skuto, tudi ta recept sem dala noter. Skuto, zmleta čija semena, kefir in zmrznjene borovnice, sem jih potem otajala in je bil to krasen, ja pa cimet. Cimet zmanjša glikemični indeks, zniža glikemični indeks živil za 30%. In to je bilo krasen, pač krasna popoldanska malca, lahko bi bila to tudi večerja, nenazadnje bi bil lahko tudi zajtrk to, pač v glavnem imam eno poglavje, primeri za, ne vem, jedilniki za v službo, za vmesne obroke, za takrat, ko bi človek nekaj jedel. In ne bi kuhal, ampak samo nekaj vzameš pa poješ. No, v glavnem, s tem sem se danes ukvarjala, računam, da bom tole, ker sem dejansko finiširam to knjigo, da bo v kratkem sestavljena in potem oblikovanje in tiskanje in da v roku 2 mesecev bo ugledala luč sveta. Zdaj povabilo za vas. Če želite, lahko to novo knjigo naročite v prednaročilu. V prednaročilu je 19,90 plus stroški pošiljanja. Spodaj bom dala povezavo na moji spletni strani srečnoživljenje.com v trgovini noter. Tako da v glavnem bom dala še na ta prvo stran, da boste lahko videli, ampak v glavnem od spodaj po tem videu bo povezava in lahko pogledate in nenazadnje pridete si zagotovite svoj izvod v prednaročilu. No, takole. Se pravi, zdaj, če gledamo, nastaja 6. knjiga. Prva, ko imajo hormoni žur,
Naj vam povem, da po tej knjigi, ravno tako danes sem dobila en mail od gospoda, ki je s pomočjo glikemičnega indeksa shujšal 9 kg, potem ga je sicer doletel rak in ga je pač predelal in zdaj želi še dodatnih 8 kg shujšati in sprašuje za nasvet, kaj to pomeni, recimo, koliko količinsko česa jesti. No, te nasvete bom dala tudi v to novo knjigo, ker recimo, če date polnozrnato žemljico, pršut pa olive, to ne pomeni, da vi v istem obroku pojeste žemljico pa isto količino oliv, ampak pač za eno pest ali skodelico oliv in nekaj pršuta, ker ne moreš količinsko enako, predvsem na ta način ostaja sladkor v ravnovesju. Tudi zadnjič sem že v okviru moje mailing liste sem pisala o gospe Aldi. Gospa Alda je samo s pomočjo, ko imajo hormoni žur, te knjige shujšala 72 kg. Si lahko predstavljate, to je zdaj nova oseba in ona je rekla, da je šla po vrst in je izpisovala, kje je kaj potrebuje njeno telo. Ona se je naučila o hranilnih snoveh, o tem, kako njeno telo deluje in ko je razumela, kako njeno telo deluje, enostavno se je njeno telo spremenilo. Da ne govorim o ljubezni do sebe, to je v prvem poglavju pišem o tem, ko imajo hormoni žur, da greš mimo ogledala in za začetek samo sama sebi rečeš, beba, lepa si. In ja, na začetku, ko to začneš govoriti, ti droben glasek reče, pa halo, daj no, poglej se, lej, imaš krive zobe, imaš 10 kil preveč. Pač naš je navajen na kritiko. Ampak, ko boste vztrajali s to veščino ljubezni do sebe, boste pogledali se v ogledalo, pa pol vam bo pa že smešno po kakšnem tednu. In se boste pogledali v ogledalo, pa boste rekli, beba, dobro izgledaš. Pa se boste začeli sama sebi smejati zaradi tega, ker vam bo enostavno smešen. Ampak po 3 tednih boste videli, ko boste to delali 3 tedne, se boste pogledali v ogledalo, pa boste rekli, beba, rada te imam. To je dobro. No, potem druga knjiga. Psihično počutje, stari recepti, kje dobimo dovolj silicija, kje dobimo dovolj za razstrupljanje. In dejansko vsi ti stari recepti z ajdo, z zeljem, vse to vsebuje ogromno silicija, ki ga potrebujemo za razstrupljanje in za delovanje možganov. Tako da, glih tukaj se mi je odprl. Bog je že vedel, kako zapakirati sončni hormon, vitamin D3. In čija semena ali po naše oljna kadulja. V glavnem smuti za dobro prebavo in avokado iz čija semen. Iz avokada in čija semen. Slastni božanski recepti, ki podprejo dušo in telo. Zdaj pa samo mečkan, bo tole treba spraviti v mirovanje. Midva s sesavcem sva danes zelo pridna. Jaz pišem knjigo, sesavc pa sesa. No, v glavnem, nekdo mora biti pri hiši priden, je to tako. No, potem naprej. Ko imajo duše žur. Knjiga, ki zdaj pripravljam že drugi ponatis, se pravi prva izdaja, prvi ponatis, drugi ponatis, v glavnem, kdo si ti ženska, ta ženska zloraba, kako recimo dolžina telomerov vpliva na to, kako se staramo, pomlajevanje, autofagija celice, prav samo popravilo celic in tako naprej. In ja, mi smo veliko več kot samo to fizično telo, smo čustveno telo, smo duhovno telo in če imamo mi čustveno telo obremenjeno, se želimo zaščititi in seveda potem se začne nalagati odvečna maščoba. In potem naprej, ko imajo čakre žur, vodič za vse tiste, ki želite narediti življenjske spremembe. Recimo, ženska, ki je ranjena, recimo, pa ne ranjena, ženska, ki ima celulit, katera čakra ji ne dela? Pač, to je korenska in spolna čakra. Direktno je povezan s programi družine, kdo si, kako si sprejeta kot ženska. In če je bilo v vaši družini tako, da pač so bili moški več vredni kot ženske, glejte, je skoraj sigurno, da imate nekje ta zapis. Pač, čeprav vas direktno mogoče ne boli,
ampak veste pa, da ste bili manj vredni ali pa da ste bili vedno na drugem mestu ali pa na zadnjem mestu. In potem, recimo, potrebo imam potem, da obtičim v težavnih odnosih. Sram me je mojega ženskega telesa. Veste, kaj sem glih razmišljala, ker tudi pišem o tej zlorabi ženske spolne energije. In če je bila katera od vas tako vzgojena kot jaz, krščansko, in kjer je bilo vse, kar je pod popkom, navzdol pač čisti greh, in Bog vse vidi. Dajte pomisliti, če imate še vedno težave s tem, da se dotikate svojega telesa, mogoče imate pa podzavestni program, Bog vse vidi. Verjemite mi, tisti z brado gor na nebu opazuje, drugega nima za delati, kot da gleda vašo vagino. Pač z drugim nima nobenega opravka, ampak nadzoruje točno vas in vašo vagino. Mislim, koliko bedarij so nam naložili, koliko res bedarij. Tega ne rabite, to so programi, ki so dejansko preživeti. No in potem ta zadnja knjiga, ko imajo moški hormoni žur, no to knjigo pa priporočam nekomu, ki želi prečistiti odnose. In se mi zdajle odprlo, kako odkriti čustvene rane in kako jih pozdraviti. Kadar dušo kličejo delčki izgubljene energije, predelovanje energiji suženjstva. Če vas nekam močno vleče in enostavno čutite, da morate iti na določen kraj, na neko potovanje, je lahko povezano s tem, da imate nek program, ki ga želite ozavestiti. Recimo, nam nikdar pozabila, enkrat je bil na eni od delavnic gospod, ki se je bal vode. In pač bal se je vode. Imel je panične napade, imel je tesnobo, bil je na supu, je bil lahko nad vodo, ampak ne v vodo in ne plavati. In dejansko sem potem z njim delala in kot veste, pač čistim te podzavestne kode. In to, kar sem videla, je bilo, da je bil legionar, sploh nimam pojma, s čim je to točno povezano, ampak da je bil v nekih marših, osvajalskih marših. In v glavnem je bil v vojski ubit. To je bila ena stvar. Druga stvar, zaradi tega je imel panične napade. Druga stvar je bil pa v enem od življenj, v enem v drugem življenju, so ga nekako zlorabili ali neke karte, s temi kartami se je šlo in so ga ubili na ta način, da so ga utopili v pač čisto plitki vodi. Ampak ni bil mrtev v trenutku, ampak je počasi umiral in je v tisti plitki vodi se pač zadušil. In on se boji vode. Vam povem, kaj se je zgodilo na tej delavnici. On je začel plavati v globoki vodi. Je rekel, da tega ne more verjeti, da je to sploh možno. Ja, to so kode preteklih življenj. No, in vmes so nastale tudi karte s knjigico Prehod v novo dobo. No, in te karte so nastale med 1,5 ure vožnje in danes mošnji mečkem prerokovanja. Da vidimo za vas, ki tole gledate, kaj je pomembno, kaj je dobro, da ozavestite, kaj je tisto, kar vam sporoča stvarstvo, da je prav, da se zgodi v vašem življenju. Da vidimo, karte Prehod v novo dobo. No, da vidimo. Najprej bom 3 karte potegnila, potem pa da vidim, če rabim dodatno razlago. Ti, ki tole poslušaš, delaš dobro in dobro se ti bo vedno v izobilju vračalo. Se pravi, prihaja čas povračila za vse to, kar delaš dobro, zato ker, veste, tudi ko je najbolj težko, še vedno blagoslavljajte. Ampak to ne pomeni, da vedno skloniš glavo, to samo pomeni, ne preklinjajte ne preklinjaj drugih ljudi, ampak blagoslavljam te v imenu Kristusove ljubezni in ti domoljujem, da odideš iz mojega življenja. To ni povezano s tem, ker si dober človek, da se ne postavi za sebe. Prav je, da se postavi za sebe, ampak očitno je prišel čas, ko se vam bo ta vaša dobrota začela vračati. Vaše srce je polno dobrote, vse, kar daš, se ti v izobilju vrača. Dobrohotnost prežema tvojo dušo,
tvoje odnose in tvoje življenje. Tudi če ta trenutek daješ več kot prejemaš, se zavedaj, da v vesolju obstaja zakon izravnave. Za vse tvoje dejanja si in boš bogato poplačana. Naslednja je nova energija. Zavedaj se lastne moči, prepusti se božanskemu vodstvu. No, to je pa karta 70. Čas je, da narediš korak naprej. Dovolj je bilo zavlačevanja. Strah se te zadržuje v nezadovoljstvu. Dovoljuj si občutiti moč. Zmoreš. Deluj tako, kot si vodena. Prepusti se božanskemu vodstvu. In to tvoje božansko vodstvo ti govori preko intuicije, ker ti, ki tole poslušaš, jasno zaznavaš sporočila. In ta jasna sporočila so povezana s tem, da stvarstvo te vodi tja, kjer je najbolje tako za tebe, kot za vse druge. Vodniki ti šepetajo in sporočajo, da je vse v redu. Prepusti se vodstvu. Čeprav ti mogoče še ta trenutek ni jasno, zakaj in kako, zaupaj. Bolj kot si v miru sama s seboj in svetom, bolj jasno zaznavaš sporočila. Hrup in nered v tvoji glavi samo blokirata jasnost sporočil. Dovoli si občutiti mir. No in tudi knjigico Prehod v novo dobo si lahko sposodite v knjižnicah, kart sicer ne, karte še vedno prodajam in od spodaj je pa karta izobilje. Bodi naravnana na vibracijo obilja. Obilje lahko čutiš povsod. No, zdaj bomo pa šli na naslednje karte, ki pa sicer nisem jaz avtorica, ampak jih obožujem. Imam tukaj dvoje karte. Ene so Ošutove, Zen tarot, pa Zlati tarot in da vidimo. Se pravi, kaj je tisto, kar ti ta trenutek stvarstvo sporoča? Ti, ki delaš očitno neke korake naprej, ki je čas, da se začne zavedati, da boš vedno poplačana za vse tisto, kar daješ, ki se učiš poslušati svojo intuicijo. Tukaj očitno jih bom 5 potegnila. Pa ta prva, pa ta zadnja. No, da vidimo, katere karte so prišle. Prva. Pred tabo je nova pustolovščina. Pred tabo je eno novo obdobje. Si tako kot otrok, ki je ravno kar shodil, ali pa mogoče se šele uči hoditi, ampak pred tabo je novo obdobje. Joj, kurjo pot imam. Pred tabo je tako lepo obdobje, kot otrok, ki začne sam korakati v svet. Imaš popolno zaščito, ker otrok je vedno zaščiten strani staršev, imaš popolno zaščito, ker si povezana z virom. Vir, stvarnik, tvoja duša, vodniki. Se pravi, imaš popolno zaščito, ti delaj korake naprej, tako kot si vodena. In zdaj tisto, kar te pa zadržuje, je pa oklepanje, je karta skopuh in je karta nadzor. To sta pa dve karti, ki sta povezani s tem, je povezano z oklepanjem, s kontrolo, se pravi nezaupanjem, da bo vse v redu, da bo vse poskrbljeno. Pač jaz moram kontrolirati stvari, ker ta stric s to brado včasih dela take traparije, da pač je treba tudi mogoče njega kontrolirati. No, v glavnem, če se nečesa oklepate, kar bi bilo že zdavnaj čas, da spustite, in če želite imeti ves nadzor v vaših rokah, pozabite na to. Življenje za vas pripravlja razcvet. Življenje želi, da se samo razcvetiš, da si to, kar ti si, in predvsem v obdobju tišine boš našla svoje odgovore. Prav tišina je prišla, pogledajte to karto. Tišina, se pravi vse tisto, kar potrebuješ, imaš v sebi. Vse to, kar želiš vedeti, želi tvoja duša sporočiti, prav preko tega, ko si v tišini. In notranji glas, pogledaj. Notranji glas, ravnovesje, biti v miru, poslušati notranjega otroka. Tukaj zadaj je mesec, so kristali, so delfini, pač ta notranja čista energija te vodi. In deluj tako, kot si vodena, zato ker tvoja intuicija ti hoče in ti želi in ti sporoča, pojdi naprej. No, zdaj pa gremo še na tele Zlati tarot.
teh bom pa več potegnila, teh bom pa 9 potegnila in da vidimo, kaj bo nastalo za tebe, ki razmišljaš o tem, da enkrat, da boš, kaj je pomembno. Ker očitno danes vsa sporočila so povezana s tem, da zaupaš v svoje sposobnosti, da zaupaš v Boga, da zaupaš v vodstvo svoje duše, da se vse dogaja točno po teh zakonitostih, ki so pomembne za tebe, da boš naredila korake. In če ta trenutek delaš še neke ključne korake ali pa se postavljaš za sebe, tudi to je prav v tvojem življenju. Pač življenje gre kot po nekih stopničkah. Sonce, tvoja notranja moč, luna, podzavest. Sonce pa luna sta prišli. Potem 6 mečev, vzameš stvari in odideš. Čas je za ustvarjanje in materialne dobrine in nove ideje in nič ne moreš spremeniti. To je že določeno. Edina stvar, kar je, nehaj braniti določene zadeve. Tukaj je prišla karta 8 palic. 8 palic je povezana s tem, da so to tvoja načela. Da mogoče ti braniš neke zadeve, da ne želiš odpreti vrat, da ne želiš pogledati, kaj je za tem. Oklepanje nečesa, pač braniš. In zdaj, če gledamo, naslednja so pa ideje. Nekaj se je že sprožil, že gre. Ni več odvisno od tebe. Ti samo še spusti, kar se pač dogaja po nekem kolesju. Veste, sem razmišljala prav o tem, ko delamo neke premike v življenju. A jih delamo zato, ker se naša duša odloči, a zato, ker se naša zavest odloči, naš Jaz sem prepričana, zavest, da vse te stvari, premiki, se zgodijo z našim napredkom. Se pravi, ko je čas, da določeni ljudje pridejo v naše življenje, se naredi kot nek premik, ki bi se nekaj spremenili in pridejo tisti ljudje v naše življenje, ki jih moramo srečati. In ko delamo z njimi tisti ples, nekateri odidejo, nekateri ostanejo, se izboljša odnos, pač tako, kot da bi, to je vse dogovorjeno. To je vse dogovorjeno. Vsaka stvar je z namenom, da nas nekaj nauči. Ali bomo pogrnili spet na isti lekciji, ali bomo šli naprej. In ideje, odločnost, nekaj novega prihaja, nek preblisk prihaja v tvojo zavest, ki ti bo prinesla stabilnost na materialnem področju. Prav povezano z moško energijo, stabilnost na materialnem področju, hkrati te bo pa pripeljala do neke ustvarjalnosti, da boš delala, ustvarjala nekaj novega, ki ti ne bo dalo spati, ki boš dobivala ideje, ki bojo tekle in boš enostavno delala, ampak če želiš, da boš do tega prišla, boš mogla vzeti svoje tudi bolečine, vzeti svoje stvari in se umakniti, zato da boš lahko ustvarjala. Ker, če boš, saj tako lepo, če boš obtičala tam, kjer je toliko motečih zadev, pač ne boš mogla ustvarjati. Ti veš, kaj lahko narediš. Jaz ne govorim o ločitvi, govorim o tem, da mogoče nehaj zadovoljevati potrebe vsem. Tašča reče, joj, a mi letiš v trgovino, joj, a bi samo to. Mož reče, joj, draga, a bi to naredila. Otrok reče, mami, ne znam. In na koncu vsak dan znova padeš dol. Kje je tukaj čas za tebe, za tvojo ustvarjalnost, za tvojo strast? Pač verjetno ti zmanjka energije. In je povezano to s podzavestjo, z luno, vlogo ženske, ne nazadnje, ker to je luna, je ženska energija. Kaj se od ženske pričakuje? Joj, včeraj, a vam povem, ne morem, da ne komentiram. Pač zvečer sem ene stvari delala na računalniku, pa prižgem videe, pa se mi začne nekaj vrteti, pa se potem naprej nekaj pokaže in tako naprej. In pridem do videa Tomaža Gorca. O tem, da bo šel iskat ženo na Tajsko, kam že.
V glavnem, in ko poslušam, tako malo sem prevrtela, ampak tisto, kar sem slišala, mi je šlo na bruhanje, ampak res na bruhanje. Ker je bilo, ja, a pa to žensko, ki boš pripeljal, a ti bo prala pa kuhala. Katera ženska si sploh še želi partnerskega odnosa, sploh tako, če si že nekaj dala skozi, da boš moškemu prala pa kuhala. Pač služkinja biti, a ne? Zdaj, sigurno, recimo jaz, če sem sama pri sebi razmišljala, pa se ni čudnega, da nas je toliko žensk samskih, ker nismo pripravljene nekomu previjati ritko, mu dajati dudkov v usta, ga ujčkati, ker ubogi moški ne more oprati, ne more pomiti, ne more skuhati. Pač je manj dela, če imaš dela samo s sabo, a se ti vam ne zdi? Tako da, in potem, na kar je komentiral, Tomaž Gorec pravi, ja, Slovenke rabijo ful denarja, da so lahko z nekom. Ne, s cepcem, ki ima denar, nobena noče biti za moje pojme. In jaz mislim, da je res čas, da moški, slovenski moški, začnejo, zlezejo ven iz plenic in začnejo delati korake za sebe. Če mi ženske lahko kuhamo, peremo, pospravljamo, je bela cesta, da menda tudi to zmore moški. Samo 2 roki. Zdaj, da ne boste prizadeti tisti, ki to delate, ne leti to na vas. Ampak moja generacija in malo starejši, ki živijo pri mami, kam to pelje? Pač invalidi. Tako da v glavnem, ja, zanimivo. No, vidim se zdaj, da sem v neko energijo dregalna, ki je zelo, zelo pereča očitno. In predvsem, vi dame, ki imate svoje sinove, ne delati invalida. Ne delati invalida. Dajte, vi imate hobije, imaš željo, imaš to. In vaš moški potomec, mami, in ti že letiš. Ne vzgajati invalidov. Če veš, da lahko sam naredi, ne mu odnašati riti. Pač, jaz drugega ne vem, zaradi tega, ker ja, marsikaj se začne pri nas ženskah, marsikaj. In to, kar se začne pri nas ženskah, je sigurno prva stvar, postavi meje. Nauči se reči ne. Nehaj igrati žrtev in potem jamraš in kuhaš vsa nezadovoljna, za vse sem sama, nihče nič ne naredi. Sem jaz tudi to delala nekoč. Ampak, ko se začneš postavljati v svojo moč, to pomeni, da rečeš na ljubeč način ne, ne da rečeš ne, plaz. Ta trenutek ne morem. Kaj pa, če bi to sam naredil? A mi prosim pomagaš? Vloga žrtve, če vi želite biti v vlogi žrtve, če je bila vaša mama v vlogi žrtve, potem vam verjetno zelo, zelo dobro gre ta vloga žrtve. In je čas, da stopimo ven iz te vloge in zaživim in začnemo delati skozi svoj potencial. In takrat se bo vse to zgodilo, o čemer sem govorila. No, očitno se je zdaj sprošča res ogromno energije, bom tole šla malo počistiti. V glavnem, uživajte in lep praznični vikend, ker ne nazadnje, glejte, Slovenija je dežela tako modrih, tako starih, tako neverjetnih duš, ki smo nažalost zelo obteženi. Ampak to ne pomeni, da smo zapečateni, to samo pomeni, da imamo majčkeno več dela, ampak da imamo velik, velik potencial, kar pa na koncu koncev se kaže na vseh področjih. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in ja, imejte sebe radi.